Dober dan, župan. Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin, spoštovani poslušalci in poslušalke. Tudi ta torek nadaljujemo z nizom oddaj Dober dan, župan. In tokrat v našem studiu en lep dober dan voščim bovškemu županu Valterju Mlekožu. Dobrodošli. Hvala in lep pozdrav tudi z moje strani vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin. Kakšno je kaj te dni decembrsko vzdušje na Bovškem? Pred dnevi ste se že razveselili malo snega, ki vam ga tukaj na Goriškem kar malo zavidamo? Ja, moram reči, že v dolini kar bilo malo snega, več ga je bilo v Logu pod Mangartom, pa v Trenti, žal ga je od juga, tako kot po ostalih smučiščih tudi pobrala, ampak fantje v Logu pod Mangartom uspešno delajo sneg, tako da bodo tudi te otroške smučišča v Logu spognali. Zaživela. Ampak s seboj ste danes prinesli tudi eno dobro novico. Po nekaj letih zatišja drsališče v Bovcu. Pojasnite nam kaj več o tem. Ja, res. Rekli smo, nekaj moramo narediti, tako da smo se usedli. Moram reči, da je bil zelo zagnan en od svetnikov, Adis, ki mi je predlagal, da probamo to drsališče narediti. In ja, odločili smo se kar na brzino, tako da verjamem, da drugi teden, mislim v ponedeljek, se pride montirati in tako da bomo, predvsem je tu prevladano mnenje, da moramo nekaj narediti za naše otroke, našo šolsko mladino, ker vemo, da že 2 leti je izven športne dvorane in hočemo jim ponuditi saj to, da bi med telesno vzgojo lahko drsali in pa seveda tudi za vse obiskovalce, ki bodo praznične dni preživeli v Bovcu. In če nam takole prišepnete vnaprej, kje bo to drsališče postavljeno, koliko bo veliko? No, mi smo želeli vse, da bi bilo to drsališče prav v centru Bovca, tam, kjer se dogajajo te prireditve, ampak ker vemo, da imamo tudi silvestrovanje na placu, ker je že stekla logistika za silvestrovanje, ki bo, smo morali to premakniti pred kulturni dom, tam je ravno tako v centru Bovca in verjamem, da bo lepo in da bo vsak užival na tem drsališču. Odlična novica torej. Ko pa sva že pri snegu in zimi, ne moreva mimo vprašanja o Kaninu. In najbolje, da kar zagrizeva v to temo. Kar precej je bilo že povedanega in napisanega o tej zgodbi, to sezono, v podrobnosti seveda ne moreva, že zato ne, ker tukaj danes ni prisotnih vseh, ki so del te zgodbe in ne moremo soočiti mnenj. Dejstvo pa je, da je krožno-kabinska žičnica, da stoji in to na tem edinem visokogorskem čezmejnem povezanem smučišču. In to, kar zanima tako smučarje kot tiste, ki se na Bovškem ukvarjajo s turizmom in številne druge, je, ali bo žičnica letos obratovala oziroma ali se za Kanin vidi rešitev. Kaj rečete, župan? Ja, v tem Kaninu je bilo že toliko povedanega, toliko napisanega in kar težko mi je, govoriti o Kaninu, kot veste, da smo ga pred 6-7 leti, ko sem prišel za župana, obnovili, ampak takrat smo jasno ponavljali. Obnavljamo začasno in treba bo najti rešitev za nov Kanin. 4 leta sem poslušal, pa eno vlado, pa drugo, kako se Kanin pripravlja, kako bodo novi projekti in žal ne vem, komu zdaj več naj verjamem. Res je, ko je Kanin delal, je bilo kar nekaj skeptikov, ki so rekli, pa kaj rabimo Kanin, mi ne rabimo Kanina, občina meče v ta Kanin. Zdaj, ko se je pa zares zaprl, zdaj pa vidimo, da je to res težko, predvsem za turistične ponudnike, predvsem za hotelirje. Vemo, da je lastnik kupil največji hotel Kanin, ki je tudi na ta račun hotel to obnoviti in treba bo najti rešitev. Jaz upam, da bo ta vlada končno sprejela, da bo videla, da je Kanin potencial. Vemo, ko po drugih smučiščih delajo umetni sneg, da je gor 2 metra snega. In tudi z Italijani smo imeli vse zmenjeno, da bi vsaj povezava delala. Jutri bo občinski svet, ki bo odločal, kako naprej. Najmanj, kar pa moramo zagotoviti, je to, da se nam ne sme zgoditi več tisto, kar se je 2014, ko se je vse uničilo, ko so plazovi pred sabo pokopali vse in je takrat nastala največja škoda. Tako da
bo potrebno zagotoviti vsaj par ljudi, ki bodo za to skrbeli, če ne bo druge rešitve. Za rešitev si prizadevate tudi župani. Pred kratkim ste s podporo, na vašo pobudo s podporo 13 kolegov iz Severne Primorske pisali predsedniku vlade, enako je na njega pismo naslovil tudi predsednik pokrajine Furlanije Julijske krajine Fedriga. Je kakšen odgovor strani odločevalcev? Glejte, jaz se z tega mesta še enkrat res zahvalim vsem mojim kolegom, županom Severno-Primorske regije, ker mislim, da tako enotni, kot smo bili tokrat za Kanin, smo redko, ampak znamo stopiti skupaj, ko je, in jaz se jim zahvaljujem, da so me podprli v tem pismu, ki sem ga pisal predsedniku vlade, dal vednost tudi ministrici za infrastrukturo in ministru gospodu Hanu. Žal do danes ni nobenega odgovora, niti signala, da bi prišlo do kakšnega sestanka. Vem pa, da je bil zelo razočaran tudi predsednik Furlanijske krajine, gospod Fedriga, ko je osebno pisal predsednici države in pa predsedniku vlade, ko ni dobil odgovora. Po nekih zagotovilih ministra za Slovence po svetu sem dobil, da naj bi se srečali, ampak jaz uradno o tem ne vem še nič. Pomen Kanina pa ni velik le za turizem, župan. Tam se nahaja tudi veliko kritične infrastrukture, to premalokrat poudarjamo. Kaj vse je tam, zakaj je to tako pomembno? Ja, res je, Kanin ni samo smučišče, gor na restauraciji so vse krožniki za oddajniki, se pravi za RTV, za ministrstvo za notranje zadeve, ima civilna zaščita in samo bojimo se, kaj bi bilo, če bi se nekaj zgodilo, Telekom, če bi prišlo do neke okvare in da krožno-karbinska žičnica ne bi delala. Ki je edini dostop? Edino, recimo, da je še helikopter, ampak vemo, včasih je helikopter, če je megleno, slabo vreme, helikopter ne more gor. Ena največjih stvari, ki pa je, če vemo, da smo približno pred enim mesecem nazaj imeli tudi tiskovno konferenco na ministrstvu glede jamarstva na Kaninu, ki je zelo razvito, ki vemo, da je projekt, ki bi se na samem Kaninu, v samih jamah tudi astronauti usposabljali, zdravniki, tako da ja, jaz upam, da se bo našla rešitev in da bomo prav na to temo smo tudi pred kratkim pisali tudi pismo, vsi skupaj, ministrici, RTV, ministrstvo notranje zadeve, občina, civilna zaščita, vsi, in opozorili na to težavo. Vemo, nihče se ni želi nobene katastrofe, ampak če kdo ve, kaj so naravne katastrofe, potem vemo to mi. Tako. In vemo, kaj potrebuješ v tistih časih. V tistih trenutkih. Pa tudi ne smeva zanemariti ponudnikov turističnih storitev. V dolini računajo na to, žičnica vendarle omogoča tudi njim preživetje in pa velik multiplikativni učinek je, kaj ne. Za vsak evro, ki se porabi na smučišču, se v dolini porabi še 6 do 10 evrov. Imam prave podatke. Točno tako. Vejte, vemo takrat, ko se je Kanin prvič zaprl, da se je zaprl hotel in še danes ni odprt. Tako. Vse je bilo upravljeno predvsem na teh obljubah, da je denar za Kanin, da se bo začelo, potem pa je prišlo kot strela z jasnega, da tega denarja ni. Jaz razumem, da so prišle vmes poplave, da je vse, ampak moram pozoriti tudi takrat, ko si bili potresi v Bovcu, vse življenje v državi ni ustavilo. Tako da treba iskati rešitev, kakšna škoda nastaja s tem, pa upam, da se zavedajo in jaz samo upam, da mi ne bo treba počakati še ene vlade, da bomo prišli, kot sem rekel, obe vladi sta mi obljubljali, zdaj pa je tako. In upajmo tudi mi, da se bodo na Kaninu začeli pisati boljši čas in da bomo kmalu poročali o zgodbi s srečnim koncem. No, v navezavi s športom in rekreacijo se v Bovcu obeta nova športna dvorana. Nekaj zamud je bilo v zvezi s to investicijo, ampak tudi tukaj imate danes dobro novico. Na strehi je že smrekica. Kaj to pomeni? Ja, res je, ko sem se v soboto zapeljal mimo, vsak dan sem na gradbišču, vsak dan grem sproti pogledat, kaj se dogaja. Res je, zaostaja kar nekaj časa, ampak nihče ni pričakoval teh težav, kaj se bo dogajalo tam z vodo izpod rombona. In danes in v soboto sem z veseljem videl, da je na vrh strehe bila smrekica, kar je simbol, da je streha pokrita. In ja, jaz sem vesel, ampak govorimo o
9-milijonski investiciji, ki jo pokriva občina z raznimi razpisi. Nekaj smo dobili z ekosklada, nekaj z ministrstva. Ne smemo pa pozabiti, da to ni samo športna dvorana. Športna dvorana, ki bo lahko gostila evropske tekme, profesionalna plezalna stena. Pa priprave športnikov, kaj ne? Priprave športnikov, to je cilj. Vemo, da so leta nazaj že hodili športniki na priprave v Bovec, ampak pomanjkanje infrastrukture je tisto, ki jih je sedaj odvračalo, tudi zunanja ureditev, zunanje igrišča, mali nogomet, odbojkarska, to se dela vse zraven, tekaška steza, otroško igrišče, fitness na prostem, tako da vse pogosto rečemo športna dvorana, ampak v enem sklopu delamo vse, takrat sem rekel, če delamo vse naenkrat, ker je težko potem se lotiti še enkrat zunanjo ureditev. In kdaj bo torej, če lahko nekako pogledava v prihodnost, vse skupaj nared? No, gledajte, jaz pričakujem, da bomo vsaj do meseca aprila, meseca maja lahko naredili otvoritev. Žal je pa tako pri nas, ko se nekdo prijavi, ko imaš razpis za določeno delo, se ti prijavijo, potem pa je revizija, ravno to se nam je zgodilo tudi na notranji opremi, ker smo morali razpis ponoviti, ampak nobenega ne briga, da tukaj ti zamudiš 1 mesec, 2 meseca in ja, to je res težava. Glede na to, da na Bovškem poteka veliko športnih aktivnosti, kar je neobhodno povezano žal tudi s pogostimi posredovanji interventnih služb, na tem področju ste se župan v septembru razveselili pomembne pridobitve. Gasilska zveza Bovec je dobila prvega redno zaposlenega v zgodovini bovškega gasilstva in zaposlitev financirate kar iz proračuna. Kako velika pridobitev je to? Ja, res je, jaz sem človek, ki dam velik poudarek na gasilce, na gorske reševalce, ker vemo takrat, kot sem prej rekel, če kdo ve, kaj so naravne katastrofe, potem vemo mi naravne nesreče in ti fantje in dekleta, gasilci, gorske reševalci so vedno prvi, ki pomagajo, tudi zadnje veter, ker je bil in nikoli nisem skoparil pri njihovih željah. Vemo, da imamo 2 velika doma za reševanje, gasilski dom, dom za reševanje. Lani smo kupili tudi za gorske reševalce dron, da lahko iščejo. Tako velika pridobitev je tudi hangar na letališču, ker lahko prileti helikopter. In ja, vedeli smo, da je že toliko tega voznega parka, da vse ne more več biti na prostovoljstvu. In je prišla ideja, da pa bi zaposlili človeka, ki bi skrbel za to, skrbel za razne razpise, oziroma da bi videl, kaj je. Prišli so do mene z idejo in ni bilo treba mi 2-krat reči, tako da smo lani sred leta, nekje v avgusta ga zaposlili, zdaj pa denemo proračun spet zaposlitev, tako da predvsem sem se bal, kdo se bo prijavil, a bo to pravi človek. In danes lahko rečem, da smo zaposlili pravega človeka. Ste imeli srečno roko. In ko že omenjate proračun, letošnji je rekordni, težak je okrog 19 milijonov in med glavnimi investicijami, poleg že omenjene športne dvorane, ki sva jo prejle omenila, je tudi dom starejših občanov Jezerca, pa gradnja stoji. Kakšni so razlogi, kako lahko občina tukaj pripomore? Ja, res je, vemo, koliko težav je bilo z gradnjo doma starejših občanov, ko smo morali dobiti, kdo bo z domom upravljal, kdo bo vodil, tako da so nam šli na roke v dom starejših v Novi Gorici. Vse je pripravljeno, zagotovljena sredstva, podpisana pogodba, razpis pripravljen za izvajalca, potem pa se je zateknilo pri parih 100 000, ki čakamo še zmeraj od ministrstva, da potrdi tisto in tako da zdaj kar malo stoji. Mi smo šli tudi v nakup nekih stanovanj, da bi zagotovili za kader. Takrat, ko smo se pogovarjali z direktorjem doma, je bila želja, da pomagamo pri zaposlitvi. Vemo, da je to največja težava in mi smo šli aktivno v to, zdaj pa še zmeri, kot pravim, te poplave so odnesle marsikaj, ampak verjamem, da bomo to zapeljali. Pripravili pa ste temelje, kaj ne za naprej. Mi imamo pripravljeno vse. Letos pa imate v občini prvič tudi participativni proračun. Koliko sredstev namenjate za te investicije, o katerih pač neposredno odločajo občani in občanke? Kakšne projekte imate v tem participativnem proračunu, kaj ste uresničili? No res, letos je bil prvo predlagan, da gremo v participativni proračun, sicer
malo pozno smo šli, ampak namenili smo 80,000 evrov. Treba je bilo pripraviti pravilnik, razpis in jaz sem bil presenečen, koliko prijav je prišlo. Tam na koncu so se sestali predsedniki vseh odborov in odločili, kateri so tisti, ki naj bi bili prvi, in res letos smo ugrizli v to jabolko in tudi v naslednji proračun bomo dali, za naslednje leto bomo dali ta denar. Se je torej obneslo? Tako, obneslo se je, videli smo, da so ljudje res poznali, dali denar, kamor bi ga tako in tako morala občina potem nameniti, ampak njihove želje so bile upoštevane, razen ene prireditve, ki je odpadla žal zaradi bolezni zborovodja oziroma. In katere so te investicije, če nam lahko razkrijete vsaj nekaj? Glejte, en predlog je bil za projekt Parka za vadbo na prostem, to je v izvajanju, potem je bilo ta ekološki otok v Dvoru, ki je zopet končan. Ta s potopnimi kontejnerji, vemo, da smo naredili enega, potem smo se odločili iz participativnega še za enega. Cesta na Bošco, kar nekaj takih projektov, sem rekel, ta koncert, ki je bil od 50-letnici zborovodja gospoda Čopija, je odpadel zaradi tega in tako glavna tema pa je bila tudi umiritev prometa na glavni cesti Lok-Podmangart, Trenta, tudi tu, ki se izvaja, so pripravljeno, tako da bo porabljen ta denar. Pomemben del je tudi elektrifikacija. Po dolgem času, po dolgih prizadevanjih ste le dosegli, gospod Mlekuž, vkop daljnovodov v zemljo, kar bo velikega pomena za gospodarstvo, kajti tamkajšnji gospodarstveniki so opozarjali, da ravno z elektriko, z stalnim zagotovljenim in enakomernim pretokom so imeli težave, in to v letih, recimo 2023 se piše, ne? Rešujete te zadeve, kaj se obeta? Ja, res je, no, moram reči, da tudi sam, predno sem prišel za župana, sem bil v gospodarstvu. Jaz vedno ponavljam, da sem tam doživel 25 najlepših let mojega življenja in vemo, s kakšnimi težavami smo se ukvarjali. Ko je bila proizvodnja, ko je teklo, ko se je začelo narediti prve vzorce, pa je bil izpad elektrike, potem vse na novo. Vemo, da so določeni stroji, vse pod elektroniko in kaj to pomeni. In takrat, ko sem prišel za župana, sem se še posebej vzel za to, da to je treba rešiti. Moram reči, da smo rešili. Prva faza je bila vkop daljnovoda iz Bovca do Logatca Soškega. Tudi tam smo se, jaz in pa moja sodelavka, osebno zavzeli za to, ker vemo, da je bilo potrebno dobiti soglasja vseh ljudi. Zaslužnosti, kaj ne? Zaslužnosti in tudi osebno sem šel do ljudi, jih povedal, zakaj je to pomembno. Seveda pa je bila še ena dobra novica zraven, da lahko urejamo tudi kolesarsko stezo, tam, kjer je vkop daljnovoda, in danes imamo dve stvari z eno potezo. Tako da dve muhi na en mah ste ubili. Tako. Recimo čistilne naprave imate v vseh krajevnih skupnostih, tudi to je velik dosežek, kaj ne? Ja, ko prije direktor komunale k nam, vedno rad poudari, da Bovec je občina, ki ima praktično čistilne naprave v vseh krajevnih skupnosti. Vemo, da samo na manjših ni, to se pravi na Plužnah, kar pa ravno tako sedaj se pogovarjamo za odkup zemljišč, in pa delno je v Trenti, ampak tam je tako razpršena gradnja, ta poseljenost, da bo težko, ampak ker je želja, ker je volja, ker se hoče, se tudi naredi. Se tudi najde pot. In pot ste pripeljali tudi do vasi na Skali, oziroma asfaltirali ste jo. Zakaj je to tako pomembno? No, lejte, jaz vedno, ko sem se peljal na to skalo, na ta zaselek, sem bil mnenja, da je ta kraj kar malo pozabljen. Ni se vlagalo, ni se delalo. Moram pa reči, da je bil glavni pobuda temu, da smo se lotili temu, tista naša želja oziroma trma, da smo dobili ta sredstva iz 11. člena v Triglavskem narodnem parku, ki so bile toliko let, jih nismo mogli koristiti, zdaj pa občina iz tega naslova dobi in vlagamo predvsem v ta del od Soča, Trenta, Lepena
In lani smo se lotili projekta, 2 leti nazaj, projekta za vas na skali in zdaj smo z veseljem, še letos smo končali še zadnji del in lepo je, no, ko vidiš, da so ljudje tudi na tem zaselku zadovoljni. Tako. Tudi sistem daljinskega ogrevanja Dolb se obeta, kaj ne? Začeli ste pridobivati gradbeno dovoljenje za širitev. Kam vse se bo širil, kdo vse bo imel recimo koristi od tega? No, mi, ko smo začeli Dolb, smo imeli kar nekaj projektov v mislih, kam naj bi to potegnili. Šli smo vse naše objekte, se pravi vrtec, šola, kulturni dom, občina. Želja pa je bila, da bi navezali tudi en hotel in takrat smo ostali v tej kapaciteti, kot je, ko pa je izrazil željo tudi lastnik hotela Kanin, da bi se priklopili na Dolb, smo pa šli v pridobitev projektov in tako, da dobimo gradbeno dovoljenje in da lahko gremo v širitev. Vemo, da smo lani mi v centru Bovca kupili tudi bivšo banko, ker smo zdaj uredili nov TIC in tam se še vedno ogrevajo na plin, tako da tudi tam je želja, da priklopimo tudi tam in pa še kakšne individualne priključke hiš, ki bodo zainteresirani. Pri infrastrukturi ne smeva pozabiti tudi, da občina iz proračuna financira gradnjo kolesarskih povezav, kaj ne, z odseki na relaciji Bovec čez Soča, ki so že zaključeni, 3 odsteki ste že pač zaključili. Kako je z nadaljevanjem do Kobarida? Ja, to je bil res projekt, državni projekt, ampak občina Bovec oziroma občina Brda sta 2 občini, ki sta morala iz teh sredstev edine nameniti denar za DDV, ker niso bili upravičeni, zato ker je to na lokalni cesti, ampak danes nam ni žal. To je investicija, ki je bila okrog 1,8 milijon. Občina je te sredstva zagotovila, ravno te dni dobivamo nazaj tudi od države zahtevke, ki smo jih dali za povrnitev in ja, jaz sem vesel, toliko smo naredili, tako kot ste rekla prej, bil je velik proračun, mi pri prejemu proračuna smo se bali, kako se bomo morali zadolževati, ampak danes lahko rečem, da smo končali leto brez zadolževanja, kljub takim gradnjam, kljub gradnji športne dvorane, res da ni končana in celo nekaj bomo prenesli v naslednji proračun. Glede kolesarke, za Kobarida pa vemo, da so projekti, zdaj se okupava ta kabel in bomo nadaljevali. Jaz samo upam, da bo še kakšen razpis in da bomo tudi to naredili. Gremo pa naprej postopoma, kot je to možno. Kako je v občini Bovec? Črno kampiranje, zmeda v prometu smo slišali, videli. Rešitev ste našli za to dvoje, za to zagato v javnih prevozih in pa tudi v električnem kombiju, ki vam ga je doniral Triglavski narodni park. Poleti z njim prevažate turiste, po zimi pa ste ga namenili tudi v en dober namen. Kaj vse se izvaja s temi prevozi? Ja, res je, turizem je predvsem po letnem času velika, ne rečem težava. Vsi se veselimo gostov, da pridejo, tako sladke težave. Vsi se veselimo gostov, pa vedeli smo, da moramo nekaj narediti. Bilo je izredno velik porast črnega kampiranja, zato smo tudi sezonsko zaposlili 4 informatorje. Vemo, kako smo omejeni z redarji in tako, da so ti 4 informatorji šli zjutraj na teren, videli te črne kampiste, javili policiji ali to, saj ni namen kaznovati, namen je samo, da hočemo red, da se nekdo ne misli, da tukaj lahko počne pa kar hoče. Tako, ja, občina pa kar za javne prevoze nameni kar približno 80 000 evrov vsako leto. Vemo, da nam je uspelo narediti opet povezavo Bovec, Trbiž, Kranjska Gora, kar so bile velike težave, predvsem na italijanski strani, pridobi dovoljenja, da lahko tam avtobus parkira in tudi to naše prijateljstvo z županom Trbiža, ki nam je šel na roke, da smo to uredili, to je velik prispevek, seveda pa čez Vršič. Kaj se dogaja na Vršiču je zdaj druga tema, to je državni projekt, ki ga bodo morali prej ali slej urediti. Tudi tukaj smo mi namenili, skupaj s Kranjsko Goro smo se zmenili, da si delimo stroške, da je vsaj nekroč gor, da lahko to ureja.
Je pa veliko zanimanja za te prevoze, kaj ne strani potnikov? Ja, tega zanimanja je veliko. Naleteli smo na manjšo težavo glede samih postajališč. Tudi tukaj se z direkcijo že toliko let bodemo, kje narediti te postajališča. Mi smo naredili vse projekte, dali državi. Potem pa, ko pridejo na gled, je težko. Ja, mi imamo kar nekaj postajališč, ki bi moral avtobus ustaviti na cesti. Ampak s tem, da avtobus ustavi na cesti, samo omejimo to hitrost. Tako da, ja, to je treba nekaj narediti in ne pomaga nič zagotoviti denarja, če pa je avtobus včasih poln, vemo, kakšen avtobus lahko čez Vršič gre, če je avtobus poln že na samem postajališču že v Bovcu. Tako. Omenila sem tudi ta električni kombi, ki ga poleti namenjate za te turistične prevoze, ostale mesece pa za šolske prevoze in za prostoferja. To ste kar lepo zapolnili ta čas. Ja, mi smo že 3 leta nazaj kupili prostoferja, električni avtomobil sam. Moram reči, da kot sem prej rekel, Bovčani se poznamo vsi med sabo in kar ni bilo, ljudje so se, kot da bi se sramovali prijaviti, da gredo. Opozarjal sem jih, dejte se prijaviti, zato smo kombi kupili. Zdaj pa se je tako prijelo, da je prostofer prav vsak dan na terenu. Večkrat se zgodi, da so tudi, vemo, da je tam glavni prevoz v Ljubljano, v klinični center, tako da večkrat odstopim tudi drugi službeni avto, da sta 2 na terenu. Zdaj pa smo dobili še ta električni iz podnebnega sklada Triglavskega narodnega parka, ga je dal v uporabo. Ja, ki bo poleti ravno tako te konice zapolnil, zdaj pa otroke v glasbeno šolo, na tekmovanja in take reči. Če še na kratko omeniva Jamarski muzej, tudi to je en velik, kar pomemben projekt? Ja, to je projekt velik, ki ga že moram reči, kar nekaj časa peljemo. Vemo, da je bilo težava, ko ni bil urejen TIC. Prej smo TIC preselili, zdaj pa je vse pripravljeno. Pripravlja se pogodba tudi z Jamarsko zvezo, da se to, vsi rekviziti so že v Bovcu in mislim, da bo to velika pridobitev. Jaz verjamem, da bomo to takoj zdaj po praznikih naredili. Za kulturo sva tudi že nekaj omenila, to čezmejno sodelovanje na kulturnem področju s pobrateno občino čezmejno, kaj ne. Kaj pa recimo s kulturnim domom, zaprtje strani inšpekcije, kako je sedaj z gradbenimi deli? No, moram reči, da smo imeli kar precej težav s tem kulturnim domom. Ko se je nekaj začelo, pa smo imeli problem s projektanti, pa problem vse se nam je podiralo, zdaj pa se dela upravljajo, kulturni dom je zaprt, ker se renovira, pripravlja vse, kar je potrebno in jaz sem prepričan, oziroma tudi ljudje, ki to delajo, da bomo do meseca marca, aprila imeli uporabno dovoljenje. Tudi na to temo bi lahko večkrat rekel, vemo, koliko je objektov v Sloveniji, ki nima uporabnega dovoljenja, vendar delujejo, ampak naš kulturni dom je bil zaprt. Ampak ja, končno je treba urediti. Je pa res, takrat po potresih se je delalo, pa uporabno dovoljenje bomo že dobili, kar precej stavb je bilo, ampak danes gremo eno po eno in mislim, da je to ena zadnjih, ki moramo še pridobiti. Še na kratko se posvetiva vprašanju Krajinskega parka. Občina ima delno zemljišča že v Triglavskem narodnem parku, delno v Naturi 2000. Kakšno je vaše stališče v vključitev Krajinskega parka, pa če malček zelo na kratko riševa, kaj to je? No, jaz sem slišal, da je kar nekaj pobudnikov, ki pripravljajo to ustanovitev Krajinskega parka. Glede, moje mnenje je, da tega ne potrebujemo. Imamo Triglavski narodni park, imamo Naturo, zdaj če še Krajinski park, potem vemo, da so določene omejitve, kot smo prej rekli. Ni zimskega turizma. Če bodo omejitve, da zablokiramo še poletni turizem, da zablokiramo Sočo, potem pa res ne vem, kako naprej. Ali bomo občina, ki se bo ukvarjala s turizmom, ali bo občina, ki bo imela parke. Poslušalka Tamara je izpostavila več tem. Najprej izpostavlja dotrajano bencinsko črpalko v Bovcu. Pravi, da je poleti, še zlasti poleti, premajhna. Obenem pa je tudi ta 2 nova trgovska centra v Bovcu. Ne eno, ne drugo sicer ni občinska investicija, ampak vendarle kakšen kratek komentar, župan? Ja, lejte, jaz sem vesel, da so se investitorji odločili, da gredo v ta trgovske centre. Vemo, kaj se je poleti dogajalo v starem centru, ki je bil samo eden. Takrat Bovčani sploh nismo vedeli, kaj pomeni
znižanje cen, kaj pomenijo popusti, zdaj pa je konkurenca in to je samo dobrodošlo. Nismo pa imeli nobenega vpliva, ker oba investitorja sta bila lastnika parcel in to so zgradili in jaz rečem samo, da je dobro, ker to smo potrebovali. Poslušalka opozarja še na namero vlade, da bi dovolila oddajati turistične namestitve preko Airbnb in Bookinga le še za 2 meseca in ne za 5 kot do sedaj. Sprašuje, ali je občina Bovec urgirala na vladi glede tega. No, gledajte, jaz mislim, kar se je vlada odločila, kar bo pripravljala, mi bomo spremljali, mogoče bomo dali kakšno pobudo, ampak kdor se hoče resno ukvarjati z sobodajalstvom, potem mora odpreti ISP in to peljati, glede na to, da se pa zmanjša na 2 meseca, pa nisem niti toliko še seznanjen in bomo videli, pa je pa res to, da na račun teh turističnih kapacitet pomanjkanje stanovanj je pa res veliko. Je velika problematika. Pisano je tudi poslušalec Luka, nekaj vprašanja zastavil, na ena sva že odgovorila tekom oddaje, kot na primer s tem, kako se vlaga v športno infrastrukturo in da bi recimo bilo več kapacitet treba vzpostaviti za priprave, to sva že rekla, ne, športno dvorano se to pridobiva. Sprašuje pa tudi, na kakšen način skuša občina zadržati mlade, da ne odhajajo iz občine. No, kot sem prej omenil, največji problem so stanovanja. Vedno se po drugih krajih se govori, da ni delovnih mest, da je pomanjkanje delovnih mest, tukaj pri nas je pomanjkanje delovne sile. Tako da kdor hoče zaposliti, tudi sami imamo na občini razpise, ki se ne prijavljajo, vsi bi se ukvarjali s turizmom. Kako zadržati mlade zaradi stanovanj, pa občina smo uvedli, da se prijavimo, da uveljavljamo predkupno pravico na vse parcele, ki so možno za gradnjo, tako da smo v letošnjem letu kupili kar nekaj parcel, ki jih mislimo komunalno urediti in jih potem ponuditi mladim za stanovanja. To je največja rak rana v Bovcu, kot sem rekel. Kot povsod po Sloveniji. Tako. Ja. Sprašuje pa tudi poslušalec, ali se vam zdi primerno, da v špici poletne sezone na trgu v Bovcu nastopajo hrvaške klape. Zakaj ne več priložnosti domačim izvajalcem, sprašuje. No, gledajte, mi že kar nekaj let pripravljamo, na trgu postavimo oder in je 2 meseca se nekaj dogaja, od julija do septembra, tam so razni izvajalci, imam človeka zadolženega, ki ta program pripravi in ena izmed teh okrog 15. augusta pa je tudi Dalmatinska klapa, kar se je pokazalo za najbolj obiskan koncert in zakaj ne ljudem ponuditi tistega, kar je, vemo pa, da je dovolj vsega, če se hoče tudi festival Dej Kvori, ker pridejo iz drugih držav nastopati glavne skupine iz folklore in tako da mi bomo to samo še nadaljevali. No, kar nekaj tem sva osvetlila v današnji oddaji, župan, tako da se zahvaljujem tudi poslušalcem za vprašanja in pozornost. Še naprej bomo pozorno spremljali dogajanje v občini Bovec in tudi z rednim poročanjem v naših informativnih oddajah. Vam, spoštovani župan, hvala za obisk v studiu in lepe praznike želim. Hvala tudi vam in tudi vam vse lepo in srečno in upam, da se naslednje leto spet vidimo tukaj. Zagotovo. Hvala. Hvala.